7. Odgovor dečka Jezusa na govor glavnega svečenika o poslanstvu Zaharijevega sina in o čudežni moči Tesarjevega sina. Sodnik mi je dejal: torej, mili deček, kaj praviš k temu vsekakor tehtnemu govoru glavnega svečenika? Odvrnil sem mu: kaj pa naj pripomnim drugega, kakor ali ima on prav in prerok je lažnivec in zato nima prav, ali ima prerok kljub temu prav in se krivica prekucne nazaj na glavnega svečenika. Oba pa nikakor ne moreta imeti prav, kajti glavni svečenik trdi ravno nasprotno od tistega, kar je prerokoval prerok o prihodu Mesije. Ko prerok pripoveduje: glej, devica, torej ne žena, je noseča in rodila bo sina, katerega bo imenovala Emanuel, to je Bog z nami, kako potem trdi glavni svečenik, da bo Mesija prišel k ljudem na to zemljo samo ob najveličastnejših znamenjih na nebesnem boku, kot vsemogočni vojni junak in kot že gotov kralj nad vsemi ljudstvi zemlje, čisto naravnosti z nebes navzdol, ob kar največjem praznem razkazovanju nebeškega sijaja. Če bi temu bilo tako, kaj bi sploh pridobili ubogi slabotni ljudje, od katerih bi več kot polovica morala skoporneti v pričakovanju, polna najhujšega strahu pred prihajajočimi dogodki, ki bi se neizogibno bližali. Rad bi naravno zatrdil, da bi bil takšen prihod Mesije tudi gospodom v templju zelo neprijeten in da bi jim bil na koncu še celo ljubši, skromen, nezahteven prihod Mesije, kakor ga tudi je opisal prerok Izaija. Vendar je glavni svečenik poprej menil, da je popolnoma končana tista nekoliko svojevrstna zgodba o sinu Zaharije, tistega Zaharija, katerega so zadavile svečeniške roke med velikim darilnim oltarjem in najsvetejšim, in da se je nihče več ne spominja. Vendar vam povem, da še dolgo ni končana, kakor menijo tile gospodje, in bo zelo kmalu prišel čas, ko bo ta isti Janez šinil mednje kot mogočen blisk in jim bo sodil. Njegove besede bodo za vas ostrejše kot najostrejše puščice. In kakor govori zgodba pravkar omenjenega Janeza, tako samo mnogo huje bo sodbo med vas poslal tisti čudežni deček iz Nazareta in pokazal vam bo vse svoje božje veličastvo. Vendar ne za vaše vstajenje, ampak za vaš padec. Sedaj je glavni duhovnik jezno pogledal in rekel: odkje ti to veš, ti nori pobec? Kdo ti je s takšnimi stvarmi zmešal glavo in kdo si vendar, da se nam drzneš reči take stvari tako predrzno? Jaz sem, kdor sem. In odkje sem, ste zapisali. Zakaj še sprašujete, kdo in odkje sem? Poleg tega sem vam že tako povedal, da sem iz Galileje in prav iz Nazareta. In zato nad vse dobro poznam dečka, o kateremu govorimo. In vse skozi nisem toliko neumen, da ne bi razlikoval dela nekega čarovnika, pa ne bo celo iz Indije, od del čudežnega dečka. Naj mi naredi nekdo izmed vas iz gline 12 vrabcev in jih oživi samo beseda, da bodo vzleteli in prav tako, kakor drugi, pričeli iskati svojo hrano in živeti naprej. Kateri med vami že premore dečka, ki se je zaradi padca ubil in polomil v trenutku, oživiti z golo besedo in mu popolnoma ozdraviti celo telo? Kdo med vami premore ukazati blisku naj švigne tja in tam ubije hijeno, ki je ukradla neki materi edinega otroka in z njim pohitela proti gozdu? Kateri med vami zmore preklicati vihar v velikem nočnem brezvetrju in o priložnosti, ko je nekaterim mestom in vasem grozila velika nevarnost, zaradi številne trume morilcev, okoli 200 mož, ki so se do zob oboroženi po noči bližali z veliko ladjo Kapernaumu.
Omenjeni deček, ki se je skupaj s svojim očetom ravno ob tem času nahajal v Kapernaumu, je rešil vse mesto. Kajti na njegov ukaz se je dvignil naenkrat eden najhujših morskih viharjev. Odgnal s hitrostjo puščice ladjo od obale na odprto morje, kjer so jo uničili valovi, večji, kakor jih je ladja prenesla. In se je za vsemi 200 roparskimi morilci potopila. To in še mnoga podobna dejanja je že povzročil tisti deček, vedno v blagor človeštvu v stiski, in še nihče ni doživel, da bi za to od kogarkoli zahteval kakršnokoli plačilo. Da to niso moje izmišljotine, zato lahko pokličete cel Nazaret in Kapernaum verjetno, k pričevanju. In ugotovili boste, da je to popolna jeresa. Če pa je temu tako, je potem tisti deček še vedno zgolj priočen čarovnik? Ali naredi vse to iz obilja Božje moči, ki prebiva v njemu? Ali pa mi razložite, s katerimi sredstvi naj bi deček po vašem znanju in modrosti zmogel takšne stvari? Na moje prejšnje vprašanje ste slabo odgovorili. Videli bomo, kako boste odgovorili na tole glavno vprašanje, in potem se bomo ponovno vrnili k prejšnjemu vprašanju in iz njega naredili glavno vprašanje. Vendar govorite urno, kajti dan se nagima, in potem se bomo pač morali pričeti ogledovati za večerjo.